pozdrav! Od mladih sem prejela prošnjo, naj povem kakšno besedo na temo moč prošnje. Zakaj sem jaz odgovorila na prošnjo? Zato, ker ste mladi preprosto dragoceni. Vas najprej vprašam, se vam je kdaj zgodilo, da ste prosili, pa kot da ni bilo odgovora? Jaz mislim, da se nam to pogosto zgodi. Tudi meni se je zgodilo. Pa mi ob tem prihaja zgodba dekleta, študentke, tudi animatorke, ki sem jo srečala na duhovnih vajah. V nekem trenutku sem jo zagledala, kako joče, ko solze tečejo, se približam, prestopim previdno. Pa pravi: sestra, nič ni narobe, samo jočem od sreče, od ganjenosti, ko spoznavam, kako me je Bog vodil, kako me ima rad, kako slišuje prošnje takrat, ko si najmanj mislim. In pravi: ko sem bila v 4. letniku gimnazije, sem goreče prosila Boga, naj mi pomaga, da bi bila sprejeta na želeno fakulteto v Ljubljani. Pravi, potem pa, ne vem, kaj se je zgodilo, ampak maturo sem pisala porazno in nisem bila sprejeta v Ljubljani, ampak sem pristala v Kopru. Najprej sem se jezila nase, na druge, na Boga. Potem pa sem tam odkrila v Kopru dobre ljudi in med njimi tudi sedanjega fanta. Te solze sreče, veselja so mi dale misliti, kako Bog uslišuje, kako Bog ne gleda samo na neke trenutne stvari ali pa majhne prošnje, ampak gleda na človeka v celoti. On že gleda v našo prihodnost, že gleda na našo večnost in nam želi pomagati. Mi smo včasih tako zaskrbljeni za to, a bo lepo vreme, a bomo pisali dober izpit, tako. Se mi zdi, da smo podobni kot tisti ribiči ob Galilejskem jezeru, od Petra, Andreja, Jakoba, Janeza, ko so preprosto lovili ribe in prosili za velik ulov, zato da bi jih dobro prodali, preprosto, da bi jim dobro šlo iz dneva v dan. Ko postopi Jezus v njihovo življenje, pa se nekako navdušijo ob njegovem življenju. Ko gledajo, kako on živi ta odnos z Bogom Očetom, jih to prevzame in se začnejo spraševati, kako se pride v Božje kraljestvo. Prosijo Jezusa, nauči nas moliti. In Jezus prav ob tem pove: poglejte nebeškega Očeta, on daje, prosite in vam bo dano, iščite in boste našli. Pravi, vi ste sposobni dajati. Če te nekdo prosi za ribo, mu ne boš dal kačo. Pravi, toliko bolj pa Bog, ki nas je ustvaril, ki je naš oče, bo poskrbel za svoje otroke. In pravi, koliko bolj bo dal oče svetega duha tistim, ki ga prosijo. Tu se mi zdi, da nas Jezus želi povabiti, naj bomo drzni v prošnjah, naj prosimo za velike reči in ne bojmo se tega. Tudi papež Janez oziroma papež Frančišek pravi, ko prosite, verujte, da ste že prejeli. Bog usliši čisto vsako prošnjo, mogoče ne tako, kot smo si mi zamislili, ali pa ko smo mi prosili, ampak dela, gotovo dela, ali spremeni okolje okrog nas, spremeni bližnje, morda pa spremeni nas same, naš pogled na svet, naš pogled na bližnjega, nas naredi bolj svobodne, nas očisti in tako. Zato ne pozabiti. Trkajte in se vam bo odprlo. Zaupajte in dano nam bo obilje Božjih dobrot. Tisto, kar Bog ve, da je dobro za nas, tisto bomo prejeli.